Živijo, jaz sem Boštjan Ahvar in to je podcast podrobnosti, epizoda številka 099, že skoraj jubilejna številka. Na drugi strani linije, kot vedno, Sultan Tomo. Kje si? Sultan Tomo, DJ Sultan Tomo. Tako da vsak drugi četrtek v Tramontani. Pomoč pa vam objasniti, zakaj si zdaj Tomo. Nisem to si je pač Joco zmislil. Aha, okay. Ker očitno nimam še dosto zdevkov. Meni je bolj všeč ta vzdevk, ki ti ga je včeraj ponevedoma dal, ki ti je rekel Tomšič. Ne, to pa ni bilo ponevedoma, to je za nalaž dela. To za nalaž dela. V glavnem, na tretji strani linije pa veliki vodja, Žamc, kje si? Lep pozdrav, trenutno zdravi muskelfiber v kuhinji Anžeta Tomiča, le streljaj stran od The World Headquarters, tudi če streljate s fračo. Čakaj, kako sta je naštima? Čakaj, a sta skupaj, nista? Ne, mislim, ima vsak svojo partnerko. To bi lahko že. Ja, to bi lahko že vedel. Pač ta homoerotika, ki se jo sliši, je samo radijska, drugače ima pač pižam žena, jaz pa punca, tako da ni panike. A smisel, da sta oba v headquartersu, a nista? Ne, jaz sem v headquartersu, pižamce pa eno sobo stran v kuhinji. Zakaj je to dobro? Zato, da je lažje montirati. Ok, wow. Se pravi, če bi jaz bil tam, bi me dal na WC, po mojem. Ampak je pa ful bizarno, veš, ker zdaj slišam Anžeta, tam, ki govori v sobi, pa najbrž on tudi mene, potem pa z polsekundnim zamikom dobim še v slušalke, tako da je zelo tak razdvojen feeling imam. Je pa tak, končno je aparatus v stereo. Ja, ne, jaz tebe ne slišam, iskreno. Daj si bolj na glas slušalke, kaj ne ti rečem. Pa sem pa pokril čisto 6, evo, zdaj te pa ne slišam. Jaz sem to, veš, to stari radijski maček, vedno je eno uho na pol zunaj. Ja. To tudi jaz delam načeloma, ampak ja. Ker nikoli ne veš, da je preletel v sobo producent pa reče, dej tole zdaj le povej. Exactly. V glavnem, v prejšnji epizodi Boštjan Videmšek, novinar Dela, se je po dolgem času vrnil nazaj v več kot leto pa pol, nekaj takega, se je vrnil nazaj na podrobnosti in smo govorili o vseh neprijetnih stvari, ki se dogajajo okoli po svetu. Tako je vsaj ponavadi, ko Boštjan uleti oziroma bošti in dajte počekirati to epizodo. Danes pa, kaj imamo danes na zalogi? Oziroma še prej, admin morda, pa potem... Lahko, seveda. Spremljate nas lahko na spletni strani aparatus.si, potem pa tudi na izpostavah na družabnih omrežjih aparatus.si na Facebooku, kjer nas najdete tudi kot Aparatus, legitimna FB skupina, in pa na Twitterjih, kjer smo aparatus_si oziroma podrobnosti _si, sicer pa nam lahko pomagate. Zdaj tekmujem, hočem preseči Godlerja, ne? To je zdaj ta interno tekmovanje, za katerega Godler sicer ne ve, ampak jaz sem sklenil, da mu jaz splenem zlati boben letos, ne? Kar bi bilo ful lažje narediti, če bi odgovoril, ker so me vabili v žirijo, da bi rekel, ja, pridem, ne pa da rečem, bom raje čez vikend z družino. Tako da gre pa takole zdaj, moj novi poskus. Ta podcast je od srca. www.aparatus.si /podprti. Prosim, dajte, če ne bo Tomič skiral. Ta podcast je od srca mi je všeč, to moram reči, da mi je zelo všeč. Čeprav meni je najbolj, jaz sem zdaj podprl en podcast, ki ga res redno poslušam, Due by Friday, ki sem res neverjeten fan ratu, in sem jih podprl na Patreonu, in so modeli si naredili URL so kupili, se pravi domeno, ki je giveusyourfuckingmoney.com. Res, in če presežem, če greš na giveusyourfuckingmoney.com, te vrže na Patreon od Due by Friday. Tako da sem jih dejansko, pa sem jih mogel podprti. Tako da, to se mi je zdelo, to bi jaz mogel narediti, neko domeno bi mogel kupiti sam za ta /podpri. Tako da ja. To je to, zdaj pa kva bomo delali. Dali smo idejo, ko sta fanta rekla, mi da bi pa spet o košarki se pogovarjali, o košarki bi se pogovarjali, že košarka je pravilno, ne ti zdaj hodiš na govorne vaje. Basket, ja. Prvič rečeš basket, na valu 202 dam za rundo. Ne, upam. In jo pol ti drugo rundo pa ti z odpravnino plačaš. Ja, in so rekli, dajmo narediti en tak miks, nek draft, weird zadeve, nekaj, kar bo v zvezi s košarko.
Z basketom, da imamo reči z basketom, Basketom, ker prav slišim Anžeta tlede sosedne sobe, čeprav imam slušalke na sebi, kako se mu ježijo vse dlake na hrbtu in kako mu vratence od 7 do 12 prav škrtajo, ko sliš lepo knjižno besedo. Košarka. Ja, okay. Povej, kaj bomo delali. Tako da izbirali bomo najbolj hude, najbolj bizarne, najbolj prefuknjene NBA poteze vseh časov. Ja, no, vseh časov po našem izboru. Tako je. Ne, vseh časov. Okay, mi smo legitimni podcast na legitimni mreži in kar mi rečemo je sveta resnica. Konec koncev sem veliki vodja, kar je tudi kolega Boki prej povedal. Mislim, da je to čist dovolj, da nam da legitimnost v velike svete. Konec koncev je pa imamo tudi človeka, ki je igral super basket med nami tremi in to, kar v Šenčurju, tako da tega ne gre za vreč. Tako. Pa ne sam, kaj se rekel, akcije oziroma kako že, pač bizarke na splošno. No, poteze, ja, pač karkoli. Ja. To, kar mogoče folk res ni vedel. Pa tudi mi do danes, ne, oziroma do zdaj, ko smo se spustili raziskovati to weird basket sceno. Oziroma košarkarsko. Ja. Noč, to pa zdaj lahko začnemo počas. Anže, štarti zadevo. Prehitel sem te! Okay, žrebali smo, na vrsti je prvi pižamc, jaz drugi, Anže tretji, torej basket bizarke. Izvolijo. Ajde. Okay, jaz mislim, da NBA ni videl, kaj NBA, cel svet ni videl večje bizarke kot trenutek, ko se je Ron Artest spremenil ime v Meta World Peace. Ja, okay, to je. Zdaj bomo dali link. Jaz sem malo poiskal. Na YouTubeu imaš 12-minuten filmček Greatest Fights, Cheap Shots and Moments. Ne? Tako da začnemo. Pač moramo nekako tudi pripraviti se na to, da počasi prehajamo v predvolilni boj, vsaj v Sloveniji, v Španiji, tudi kot kaže, bo 500 volitev še letos. Tako da pač moramo se na te neke umazane udarce. Ampak to je res za mene bilo, ker sem zvedel, to je bilo, mislim, da je bilo, kdaj si vam primerjal, tam 2010-2011, nekaj tazga. Ja, mislim, da je. Je bilo, takrat sem še celo šalo naredil, ne, pač, da to je tako, da si ta Ron Artest dal ime World Peace, kot najbolj nasilni košarkar vseh časov, da je to tako, kot psi poslanc, ki je prepisal, ki ima ponarejeno spričevalo za srednjo šolo, da bi se preimenoval v Jan Matura. Če me zdaj vprašaš, ne vem, kaj je bil za en, je bil z Desus ali s kej bil, ampak sam vem, da pač Meta World Peace si pa zapolnil. Ne? To je bil res človek, ki je znal se zahakljati s komarkoli. On je bil takrat tudi zraven, ker so se neki polivali, ki so ga feni. Ja, v Detroitu mislim, da je bilo tisto. Ja, tisto pa, kaj je bil, the Malice at the Palace. Ja, the Malice at the Palace. To je tudi vredno. Tudi to damo lahko še zraven, ker prav tudi 12 minut ne bo prav zraven je. Bomo dali vse. Ne se ljudje nagledajo, ne, pač, da vidijo, da pač športniki konec koncev so sodobni gladiatorji, kaj finese, kaj zdrav duh v zdravem telesu, bum, šnofi pa je. Jaz najbolj se spomnim, ki je bil ta The Malice at the Palace, ki so se pač tepali, ki je on v bistvu tisto, kar je najslabše, kar lahko narediš, da se kakršen-koli način z gledalci zapneš, kar je šel pač med publiko. Pa je imel pa te intervjuje po TV-ju, ne? In jaz, kar se najbolj spomnim od tega, je to, da je človek na vse intervjuje na TV-ju prišel v neki Warrior Records, majici in kapi, ker je bil pač to po mojem njegov label, ali veš pač ta ameriška. Zdaj bom pa na National TV, ne? Bomo to valjda izkoristili za promocijo, ne? In je pa sedel tam v črni majici, ki je pisal Warrior Records gor in črni kapci, kjer je isti logo bil Warrior Records. In pa razlagal, ja, smo tam neki to, tretne, v bistvu pa cel cajt pano
razumeš, za svoj, seveda, glasbeno založbo, ali kakorkoli temu rečeš. Ti se mi je zdaj res tako, gad, Ron. Pa je on posnel kdaj kaj? Ej, ne vem, sam vem, da je bil Warrior Records, zdaj kaj točno je to? Nekje se mi zdi. Ja, Ja, res. Kaj je največ, je pravzaprav Alan Iverson je največ, ne, imel prav, kaj bo on, Jules. A ja? To ba, Ja, ne veš kaj je bil? tega. Ja, on je prav kao plato, pa zdaj tako ful slaba ocena v Sourceu, pa to neki. Kdo od basketašov v Ameriki ni posnel plate? Se mi zdi, da jih je več tistih, mislim, da je manj tistih, ki niso, kot pa tistih, ki so. Se mi zdi, Ja, ne vem, Bog, ja, videl, te jaz produciram na Meku. Jaz sem časih igral rock bandu, star, jaz imam Da, plate. v rock band imaš. Ali ne moreš rock banda, ne moreš rap narediti, en trap zdaj, kaj, ja, veš, ne vem, veš, jaz delam trap, zažgal sem slovarje, jaz delam trap, zažgal sem slovarje, ne rabim besed, ker delam trap, je. Evo, Pa to sem že ful preveč povedal. zdaj bo en to vzel, pa bo lup naredil iz Ja, tega. ne sem pogruntal, da sem res ratal star fotor, veš, da je ratal star takrat, ko ti rata muska od mularije nadležna. Ampak neka una pop muska, ampak una, ki je kao progresivna, pa ne bi bilo nekaj. Mene ima, kad te treperje poslušam, jaz bi šel in bi vse skloftal. Prvič, to pa nas, besede se ti ne da cele povedati, ok, se štekam, zdaj bo pa, mu rekel, čke v Ljubljani, kamčke in furke, ne, pa še tako, kad besedo skače, še tizga se ti ne da tako normalno povedati, da te sliše, Lej, zdaj, če se te ne da toliko potruditi, da bi normalno besedo povedal, se meni ne da toliko potruditi, da bi všesa odprl zate. Fuck off. Evo, real-time follow-up se temu reče, True Warrior Records so bili. To je bil leta 2011 je dal album, tako da se pravi True Warrior, in the album features guest artists PDD, Juvenile, Mike Jones, Big Cap, Nature and Capone. Tako da, ja. Pa že squad. Dej ta link tlele noter, kar pod Evo, mojo. dajem, Meta World Peace Wikipedia, tako da ni panike. Ja, ni Breza, mislim, da tudi, da on Primož Breza je igral z njim v Indijani, ne? Ja. Se mi zdi, mislim, da enkrat, čeprav se ne spomnim točno zgodbe, kaj, kje, zakaj, ampak mislim, da je Ron Brezi zopra zbil enkrat, ne? Da so se nekaj skregala. A res, okay, ja, to pa Ja, mičem. ja. Okay. Bi ga mogli zdaj v živo poklicati. Ja, zdaj, to je bilo še takrat, ko je bil Ron, ne ko je bil Meta World Ne, Peace. Ron. Mislim, da je on Meta World Mu je zopor leto tako. Tu se je končalo pol. Je rekel, tu je pol zaključil. Okay. Fight. Zato, kak si dal ime World Peace, je to res metafora. Totalen meta joke. Ja. Ja. A lahko sam, ker smo pri teh udarcih, se še jaz pohvalim iz svoje bogate basketaške zgodovine. Vsaj z enim udarcem, ki sem ga dobil na enem medšolski tekmi. Edin udarc v ličnice, ki sem ga dobil s komolcem, sem ga dobil od modela, ki se piše komolc. Res, okay. In ne vem, kje je dač, bil je z ene druge šole, se pazi tega, se pazi in res, buf, itaka ne, fašeš, ampak tako prav, a res, komolc temi in Ja, ti si mi dal komolc v ksiht, hvala. Ja, Sem imel še sreča, da se ni pisal kolenc. Ja. Zdaj sem se spomnil, da v bistvu je pa Breza je pa meni razbil sobo. Tako da vidiš, jaz pa Meta imamo neko konekcijo. Ne? Ja, to je to, ja. To je to. Ja. Oba sta dobila cash od zdravstvene zavarovalnice za posege na Primožu B. Ja, ne, mislim, zdaj edino, kar je zdaj še preostalo, je samo to, da še jaz Meta World razbijem zob, pa bo fair. Ja, the circle of life. Hakuna Matata! Ja. Naslednjič, ko ga vidim, kje ga sam grem direkt na njega, pa Ja, sam točno zobu. pa samo reči, you know why, pa 5 stran. Ne Točno to. razlaga. V glavnem, evo, moja bizarka. Jaz sem rekel, da mimo te skoraj ne moramo. Zdaj, če kliknete na tismo link, ki sem ga dal, ta prva. To je Minute. Ja, to je pa v bistvu Manute in pa Maxi Bug, se pravi najvišji in pa najnižji igralec v ligi NBA. Meni se zdi posebej velika bizarka, sploh zato, ker ta dva modela sta skupaj igrala v ekipi. Veš, tako, Ja. mislim, ni da je en bil leta 65, pa drugi leta 2012. Ne, on sta skupaj istočasno igrala. Maxi Bug tudi nisem vedel, je bil v prvi rundi izbran. On jim meri, oziroma ja, mislim, meri, no se še zdaj, ampak pravim, da v ligi je bil kot najmanjši, še zdaj je najmanjši vseh časov, oziroma najnižji, 161 cm. To je Brian.
Ja, medtem ko je pa Manute Bol, njegov soigralec bil 234 cm. Tako da med njima je orenk razlika in sem šel tudi malo na YouTube gledati, bom dal tudi link zraven en video, ko igrata skupaj. Mislim, res je smešno videti, tako da ne foter z otrokom, pa tako da en foter z dojenčkom igra skupaj. Ja. Prav orenk razlika. Koliko ima sta hude superge, klene? Ja. Superge so pa epske. Dobro, od Magzija, vepni so malo tako, od konca, ampak Manute ima pa ene tako brutalne najkice gor. Sam lega, kako štumfe nos, ne? Ja. To je že skoraj boki šola štumfov. Ja. Samo ti vidiš, da si on te dolge štumfe maksimalno potegnil gor, pa da mu pridejo do sred. Ja, ne pridejo čisto do kolena. Ja, do kolen, ja. Ja, on je kar ogromen, ne. Ja, tako, če bi si jih maksi dal gor, bi jih imel čist do jajc gor, vidiš te štumfe njihove. Dejansko bi lahko šel balet plesati v njih. Tako. Ja. Tukaj je imel Thurston Hall III, en rapper, ki je zelo te punchline rime, pa to je imel v enem komadu, je imel line kao The rifle reach of Manute Balls to arms. Ja, man. Meni je smešen, ker meni pač bolj meni zgleda, da ima gigantizem, veš? Ja, on ni Andre the Giant. Ja, on je sam full razpotegnen, pač. Ne zgleda mi pa, veš, nima nič une nosa pa v brvi, te veš, ala Dwayne s Andre the Giant scena, ne? Ja. Kaj prenevo fora, tako da bi vzel sliko, pa bi jo sam po višini raztegnil. Ni zdal to ohrani proporce. Ja, v bistvu, ja. Sam je res ogromen model. Okay. Ful. Ja, tako to je ena taka. To sem še potem dodatno zraven malo raziskal Manute Bol in njegova višina in koliko je bil on ekstra. In v bistvu ena zgodba, ki kroži v njem, je to, da je on bil v bistvu, ne vem, žal ti mi pomagaj. On je pač iz Afrike, zdaj ne točno iz katere države v Afriki, ampak herdsman. He was a herdsman. Pastir, prav, ok. Tam imaš tako, nimaš, da bi imel Izidor Ročice pasov, pa piskal tam v ogradi, ampak pač da ženejo te črede, verjete, kakšne te gnuje, ali kaj imajo tam. Pač ne sem gnuje, kaj drugega. Glede na to, da vem, imam zaupanje v naše poslušalce, da znajo angleško, le bom kar v angleščini prebral. Manute Bol once was a herdsman in his youth and he had killed a sleeping lion with a spear. This is something his agent noted while negotiating his contracts. Lepa. Ja. Pa tle dol, če greš po tem linku dol, ne, da je Maxi Box, da je 39 blokov potalal v svoji karieri. Lepa. Okay. Je pa iz Sudana. Okay. Sudan piše klele na Wikipediji. Okay. Ja. Tako da lahko se pohvali z nečim, s čimer se mi ne moramo. Ubil je leva, stari, to pa mislim, da bo... Pa ful mi je dober, ker ima gruzijski potni list očitno, ker piše na Wikipediji Born, set to be October 16, 1962, possibly much earlier. To je ta gruzijskih 17 je to. Lepa, okay. Jaz sem tretji, tako gremo. Okay, jaz imam en klip, ki ga na vsake dokcajta gledam na YouTube, ker mi je res, se pravi, Joey Crawford, vemo, kdo je, sklepam, da Boki dobro ve, kdo je Joey Crawford. Ja, to je ta eden od sodnik v NBA. Jaz sem ga videl, ko sem bil v Londonu januarja, je bil tam, sem imel nek seminar in sem rekel, kje si Joey, se je spomnil, tudi smo malo govorili, pa to je drugač legenda, sam tudi je pa bil čudak maksimalno, res. No, in obstaja, jaz bom dal zdaj link, ljudje lahko si pogledati. Seveda, vsi zapiski so, če gledate to v podcast aplikaciji, so v podcast aplikaciji ali pa na aparatus.si pošiljka 099pod. In je v bistvu Joey Crawford je Tima Duncana pač vrgel s tekme, dal mu je 2 tehnične in ta druga tehnična je potem automatic ejection, ker se je pač Duncan na klopi smejal. Ja. Je res tako bizarna sekvenca. Na netu, ta video, ki ga jaz ponovadi, če ga gledam, ima že skoraj 3 milijone ogledov. Bilo je San Antonio, Dallas, 3. četrtina, San Antonio je vodil za 3 pike, Duncan je bil, se pravim, na klopi, ne? In se zgodi en faul in se očitno on smeji, ne? In Crawford mirno leti in tehnična Tim Duncan. In Tim Duncan tako, what?
Ne? Kaj se dogaja? Tega se prav spomnim. Ja, tako res dobra fora. In pa tako vsi, kva, ok, in pa Duncan dan sedi in se začne smejati, ne? In pa gre igra naprej, ne? In pa je še en napad, in še enkrat nekaj piska, in se Duncan spet smeji, in unmerno druga tehnična joralt. In pa Popovič oboli, in mu gre držiti, Duncan, tako, kva se dogaja, pa mu Duncan začne neki moriti life, ne? Tako res. Mene to ful me fascinira, ker meni je Duncan res eden najjačih ever. Tudi tako, to smo se že pogovarjali. No, meni je on tako po maniri njegovi. No. Je meni on pač kralj, ki je tak, ki je pač tam bil, pa igral je košarko. No. To je včasih že skoraj čudež, sploh zdaj v tem modernem NBA-ju. Hvala Bogu, da takrat še ni bilo Twitterja, recimo, ne, zares. Tako da mi je res bizarno, no, da se to njemu zgodi. Sem imel pač v srednji šoli, sem bil jaz ponavadi glasen, ne. Pa so pri Foxi zmeraj mene napizdevali, pa smo imeli pa enkrat ravnatelja in nekaj nadomeščal zgodovino. In smo imeli nekaj sošolca, Andrej, živijo, dva Andreja, ta je Andrej L. In je model enkrat tako nekaj mirno rekel, pa je bil ta najbolj priden sošolc, ki sem ga imel čist napizdil, da se gre, ne, enega človeka, ki ga kolem bene napizdi. In pa vsakič, ko to Duncan vidim, se na to spomnim. Pač, ker je tako res, kdo gre Duncan ven metati z dvema tehnično, to je res, samo zato, ker se smeji, ne, tako da res pa... Na tak način, ja. Pa tako pa v bistvu, kao da ga je slišal, pa prav vidiš, da ta Crawford skoraj na kontrastrani igrišča stoji, ne, tako da... Ne, prav imel ga je zamerkan, sam čakuje. Ja, čakuje, kva se bo zgodilo, ja, tako da res... Škaj ne vem, a sta se ona dva sploh kdaj pobotala, zato ker da sta imela full sranje. Tako, Joey Crawford pa Tim Duncan, vem, da je bilo nekaj časa res problem med njima, tako na osebni ravni prav. In ne vem, a sta se ona dva potem da je uspela pobotati ali ne. Aha, ok. A veš, ja, tako je bilo prav nekaj časa, ker to ni bilo samo ta tekma, to se je vleklo tako več časa, veš. Ja. Večkrat sta imela problem, več je dobo on tehničnih, mislim, da je celo neka statistika, da je večino, čeprav ni dobo veliko, ampak večino je dobo od njega in tako naprej. In ne vem točno, kakšna je situacija. Bi bilo zanimivo vprašati enega od drugega. A sta frenda ali sta še vedno, da sta hejtata na polno? Ali se je ki so tam na Hall of Fame žurkah videla? Ja, to. Ja, se to je. Ne, res, toliko dober posnetek. Meni včasih prav smeji. Kjerga so že zdaj, kjerga trenerja so prejšnji teden, pred 2 tednami izključili, zato se je vzate en oglašal iz publike. To pa nisem videl. Zdaj, 2 tedna nazaj je bilo, kaj tudi ene tehnične napake, pa ne, Durant, ne, komu je tudi neke take čudni odločitve so bile in je potala pač tehnične, pa je tven, ne, si izključen. In pa je en tip vzad izmed publike sedel neki sodnik, sodnike pa misli, da je ta glaven trener njemu neki sikal in je izključil še njega. Ja, ne vem. To je bilo še teden, 2 nazaj. Teh je bilo par takih situacij. Recimo letos vem, da sem videl en posnetek že bolj v prejšnjem delu sezone, v začetku sezone, da je Tom Thibodeau, trener Minnesota Timberwolvesov, pač igrali so obrambo, dobili so koš in je on ful popizil na tega, kaj že, pač na svojega igralca, no, se na Towns, kaj že. Karl Anthony Towns. Ja, Karl Anthony Towns. In se pravi, da ni njega pizdjam, pa sodnik je pa zgleda razumel, da on ta trener pizdi na sodnika in mu tako lagam, da tehnično, veš. Čak pa kaj? In pa je, da obstaja pravilo, da ko enkrat daš tehnično, da ne moreš odzeti nazaj. Ne? Se pravi, tudi po sem bral o tem, tudi sodnik, ko se je zavedel, da je zajebil, ja. Pač pol tega ne moreš vzeti nazaj, tako da druga ekipa je dobila lagano en prosti met, pa posež žoge, veš. Wow. Ja, tako da, Ko smo pri teh sodnikih, je tudi en film, kjer ne vem, če sta gledala Forget Paris iz leta 1995, kjer Billy Crystal igra košarkarskega sodnika in če izgubi živce in pošle ven, mislim, da vso ekipo, mislim, da je Barkley tam vmes. Ja, mislim, da je v LA-ju sodnika, ni tako, da je v neka ta fora. Jaz sem ta film gledal tako, da smo šli s kolegi v kino, da bomo šli gledati Bilko debilko, na kar nisem sicer ponosen, ampak bili smo stari 17 let, s Stevom Martinom, ne, in potem se kar naenkrat film začne s temi orglami v basket dvorani in tako mi gledam, svalili smo film, ampak smo pogledali in je bilo zabavno in romantično. Okay. Ja, zelo, to je tako mišljeno bilo, kaj je...
When Harry met Sally 2, a ni bilo nekako tako mišljeno. Ja. Tako, ja. Evo, sem najdel klip prav tega iz filma, ki jih vse ven pošle, pa bom dal tle pod tvojo še. Zmenjeno. Kdo je prvi? Zdaj sem čisto zmeden. Zdaj sem jaz. Zdaj grem pa jaz na potencialno NBA zvezdo. Sam da vam kliknem. Namreč vsi vemo, da so ljudje, ki ne znajo glih dobro prostih metati, ne? Pa ne bomo zdaj v imenih pižama. Ampak naredili so pa Japonci enega robota, ki je mojster za proste. In nekaj pač zdaj se je že naučil, da jih 100% meče. In so imeli zdaj na Japonskem, so ga že trenirali in zdaj upajo, da ga bojo lahko spravili še, da bi se pomeril s Karijem ali pa s kakšnim podobnim, ne, da bi v NBA-ju to. A je pa res, da pač model je samo za proste. Ne? Se pravi, če imaš ti trenerja, če bi imel hokejske menjave, ne, lahko pri košarki, tako da bi kar vmes ga poslal, pa bi rekel, pet ti proste odmetati, pa pol nazaj, pa bi bil uporaben. Zaenkrat je pa še tako, mislim, dosti negibljiv v obrambi, pa tudi v napadu ne zna glih najti še svojih igralcev. Ampak za proste pa je. Specialec. Če to bi ga mogel, bi ga napraviti v šaka, ne? In pa da se tako neopazno zamenjata takrat, ki je treba jeti proste mete. Ja, ne, veš kaj je, to bi moglo biti tako, veš, recimo, da je zadnja minuta tekme, pa zadnje pomembne sekunde tega robota imaš na klopi, razumeš, itak se ne rabi segrevati, ker je mašina. In pol recimo, to je problem, če se segreje, bolj da se ne segreje. Ja, v bistvu, ja. Prav. In pol šek, recimo nekdo folira šeka, razumeš, in on gre na linijo prostih metov in odfejka eno poškodbo, veš, kao da se je ful neki udaril, in pol menjava in prije robot noter in lagano, cap, 2 penala in pokalo roke. In to je to. To je to. That's all she wrote. Ja, in valjda je Toyota, ne? Ali sponsor, ali pa oni, ki so ga naredili, prav vidim. Ja, prav, Toyota Engineering Society so ga naredili. Okay. Tako da je bil pa navdahnjen z nekim likom iz neke mange. Ja, me ne preseneča. Prav Slam Dunk, obstaja manga Slam Dunk. Tudi to me ne preseneča. To je tisto, ki igrajo 6 delov eno tekmo. Pržda, pa 16 strani traja, da zakuca, ki leti. Ja, ki leti, vsako sekundo. Tako, vmes pa zveš celega življenjsko zgodbo, v bistvu on je pa v enem dvokoraku, pač to je klasika. Če je NBA, lahko 4 korake naredi. Ja, ali pa 7, tako da ja. Okay. Jaz bom pa strnil, če lahko, tako iz enih različnih par stvari, malo enih 5 bizark iz tako ancient history of basketball, tako začetki košarke, veš, tako da ne bom zdaj, pa tudi linke bom pol kasneje dal, v bistvu se bolj pogovarjamo o tem, ampak jih imam tako na različnih straneh malo zacahnane. Ampak recimo prva, kjer mogoče niti ni toliko bizarka, ker normalno v začetkih ni bilo lih na razpolago toliko žog v smislu, a si imel Nike, Spalding, Wilson, ne vem kaj, ne pač. Košarka se je vse do leta 1929 igrala z nogometno žogo in so še takrat potem zavekslali in naredili svojo žogo. Čeprav košarka vsaj uradno obstaja od leta 1891, ko ga je dr. James Naismith, da rečemo v narekovajih, izumil to igro. Igrala se je z soccer ball ali football ball? Soccer. Dobro, vsaj to. Ker drugače bi bilo driblanje zelo zajebano. Ja. Milo rečeno. Dobro, to mi res me spomnil, pa nisem mislil omeniti, ampak začetki košarke prva pravila niso dovoljevala driblinga. Se pravi, so v bistvu ti, tako kot smo zdaj mi časih na trening delali, že ste vi gledali, da je brez driblinga, ko moraš igrati 5 na 5. Tako je časih izgledalo dejansko. Ja. V bistvu si ti lahko podajal in pač stekel na novo pozicijo in spet sprejel žogo in spet podal, ni bilo dovoljeno driblinga. Potem so dodali en dribling in potem kasneje šele recimo neomejeno število driblingov. Je pa zanimivo, da je prva profesionalna tekma je bila odigrana v Torontu leta 1946, ne v Ameriki, čeprav se da Amerika velja kot najbolj država, ki najbolj ljubi to igro, oziroma ker so tudi skozi zgodovino najboljši košarkaši prihajajo in imajo najboljšo ligo in tako naprej. Ampak recimo še ena od teh bizark, bom pa vaju vprašal, kateri dve ekipi mislita, samo 2 ekipi v NBA obstajata, ki do danes nista niti enkrat spremenila svoje lokacije. Se pravi, sta v mestu od
takrat, ko sta bila ustanovljena. To nisem vedel, samo 2 od 30 stari. Ja, Pravi, Indiana Zihar, ne? Ne. Ne. Mogoče Utah, ker je ful preveč, da bi se selili z unimi vozički, z bagi mormonskimi. Ne. Čak, ne povedati. Ja, vem, da Wow. Brooklyn Zihar ni. Ja, to je tak. Ne. Čak, Toronto, valjda, Toronto, ok, Toronto. Kaj ne? Kako ne, če so jo naredili leta 95? Ne, govorim o ekipah, ki sta od začetka, ko obstaja liga, ne da so ga kasneje preklopili. Ekipe, ki sta od začetka lige NBA pa do danes, se pravi, ne da Chicago Bullsi? Oh, come on, man. Boston? Ding, ding, ding. Ok, ja, ok. Bum! Boston Celtics, ja. Ker to mi je nekako pač glede na to, da je vse zeleno pa to. Kaj pa Atlanta? Ne. Dejan, jaz sem svojega že vgano, kar matrice naštevaj. A dam en hint? No, dej, ker ne vem več, kaj reči. Na East Coastu. Aha, isti je. Orlando? Oh, come on, man. Orlando je bil ustanovljen, ne vem, 9. Ja, se točno to, sem je bilo tako žal, kot sem rekel. Orlando, po mojem, leta tam. Pa Nixi. Ja, ni, ja. A so bili Nixi? Bravo. Ja, valjda, ja, Nixi. Ja. Dobro, zdaj mislim, že... Jaz grem. Če boš kaj konc tega podcasta, če poberiš svojega stanovanja, vse baske drese, vse baske čevljenih predaš meni lepo. Ja, ok. Ok, še ena ali pa 2 bizarki. No. To mogoče veta, da prvi koš v bistvu ni imel mrežice, prvi koš niso imeli mrežice, ampak so bili v bistvu enostavno, ko bi rekel, kot dejansko koš, no, za smeti, če si ga predstavljaš, je košara, ja, ki ni imel podna, ne. Tako da, mislim, imel je... Vem, da na začetku je še celo imel podem, pa so plezali gor. Tako, to sem hotel reči, no, da ni imel podna, da je imel podna, prosti. The first baskets were peach baskets and their bottoms were not open until 1913. Before this time, people had to retrieve the ball after each score. The referee had to climb a ladder to get the ball. Tako da, malo zamudna situacija. Tudi tablo so zelo kasneje, ne, šele uvedali. Tablo je pa... Čeprav nisem uspel najti, kdaj so dali tablo zraven, ampak, a veste, mogoče razlog, zakaj je bila pa tabla postavljena zraven? Zakaj so prvi razlogi, zakaj so sploh košarkarsko tablo zdali zraven koša? Je zato, ker so morali drugače po žogu hoditi. A ni bila neka ta fora? Ne. Ali je bilo najprej pismo nekaj bilo, pa nekaj bilo kao zaradi pregleda nad igriščem, ne so se... Ne, ker prve table so itak bile lesene, niso bile prozorne. Ja, vse to je, kao si ne vidi skozi. Ampak veš, kaj je bila fora, kar je bilo meni ful čudno, mislim, kar je bilo ful zanimivo. Ne? Zato, ker, če se spomnim teh starih filmov, ti si prej omenil, Anže, to Indiano, kjer so imeli te stare telovadnice, kjer so bili vedno taki balkoni gor, pa tako, veš, spomnim se nistih Hoosiers film, pa to, ne. Kjer so imeli zelo male telovadnice, pa kjer so bili vedno pač balkoni okoli in kaj se je dogajalo je, da je folk enostavno začel z rokami, kadar je kdo vrgel na koš, začel blokirati, pa veš, tako interfere, ne, se pravi, why was the backboard added? Because the audience in the balcony used to handle the ball to interfere the game, a veš, se pravi, so v bistvu dali tablo, da folk več ni mogel dotikati žoge, kadar je kdo vrgel na koša, ne, da niso mogli motiti igre. In to je bil prvi razlog, ne, čeprav zdaj vemo, da razlog za to je veliko več, predvsem ta, da lahko table vržeš v koš, ker dvigne tvoj procent zadetka in tako naprej, ampak to je bil poglavitni razlog, zakaj se je tabla sploh vzpostavljala. Ja, pa se pri temu je bilo tudi nekaj, smo pri teh starih, to se spomnim parkrat, ko so bili te intervjuji z ljudmi, ki so začeli pri nas v Sloveniji s košarko, ne, se pravi to med obema vojnama, ker so razlagali, da oni tako so na približje vedeli, kako se igra in so tako igrali, da sta bila 2 v napadu, 3 pa v obrambi, da sploh niso hodili čez polovico, da so se res v zadnji držali, kao da je za zihar. Ja. Offside. Kako imaš pa biti danes? A imate 2-3 ali imate 1-4 ali 3-2 igrati? Ja, danes smo mi kar 2-1-2. Najboljši. No, pa samo eno menjavo na polčas imaš. To je bilo teh par iz zgodovine, no, par teh weird teh bizark iz early history of basketball. No, tako, to zdaj smo šli v zgodovino? Zdaj gremo pa malo naprej, ampak zdaj že kar malo zgodovina. Jaz imam še en video, ki je res dober, ima zelo slab ime, ta video.
na YouTubu, zdaj bom dal link noter. Okay. Tako da reče se mu pa Nahbar vs. Malone. Oh my god. Kolikor bo treba še to omeniti. Veš kaj fora? Dejansko omenjam samo zato, ker če bi dal to ven, pa tega ne bi omenil. Bi dobili, kaj pa tole. Se mi zdi, da s tem zatremo, a veš, s tem samo ugasnemo to. Zdaj, dva Slovenca, ki tega videa še nista videla. Najbolj mi je všeč, kaj mi je najbolj všeč. Najbolj mi je všeč človek, ki je to dal gor, ki je naredil YouTube kanal 2011 Koper. In ima 3 subscriberje, tako da... Okay. Je bil to kakšen perica. Čisto možnost. V glavnem, zdaj pa jaz bom gledal to, da je Boki Kle, bom jaz povedal, ker ti to razlagaš po moje 17,000-krat. Na eni točki si še ti kucat, pa izgledal, da ti je Karmelon most postavil in potem bo zraven v ekipi Steve Francis, ki očitno ni najbolj meren človek, zgodovini človeštva. In je začel malo težiti, se skoraj stepal, to nima toliko veze. Najbolj je pa pol, ker je šel Malone polagati in kjer jaz bom vedno Boki trdil, da je bil tisto clean block, ne, in si ga ti mirno čisto blokiral, ne, pa je bil pa človek jezen, ne. Vse to si vedel, da je bil clean block. Ja. No, veš, Feni Karl Malone na zih ne, stari. Okay. No, ampak to je bilo zelo tako političen foul call, a veš, kaj mislim, ja, da se malo umiri vse skupaj, ne? Ja, itak. Ne, meni si bil ti sam tam kralj, takrat se že nismo poznali, ki si pač sam stranšal. To jaz spoštujem. Ja. To je, da si v bistvu anti-meta world peace, oziroma anti-Ronald West. Veš kaj, imel še možnost živeti ali pa umreti, jaz sem se odločil za življenje. Lepa. Okay. Ta je bila ta kratka, res, ker to se je že preveč, ampak to smo mogli imeti. Jaz mislim, da to smo mogli imeti, ker drugače bilo narobe neki. No. Tako da pižanc. Pismo, ja, zdaj pa moramo jeti, če ostajamo pri teh spopadih. Sicer sem tuhtal, da bi dal un galerij Kobe, ampak tisti, itak vsi poznamo, ne, pač Kobe, ki ne trzne. Ne. Aha, ja. Žogo. Tista je ena taka, ampak pač v NBA so itak ljudje tudi mojstri trash talka, ne, in zdaj moram sam najdeti, kam sem dal... ta link, da sem ga pa zgor zgubil. Larry Bird je bil en mojstrov teh, ker se je znal s tabo tudi tako z glavo poigrati. Jaz se zelo poistovetil z njim, ker jaz na ta način nasiljencev to kakatan igram. Jaz sem mind player. Ja. Jaz pridem v tvoje misli in ti ne dam miru. In pa znoriš in zgubiš. A že ti si enkrat samo zmagal. Ja, jaz sem samo enkrat stave igral. Ja. Nisi spoznal še moje temne plati. Nisi spoznal mojega Mr. Hyda. Ja, zdaj se hvalim, da sem igral z reprezentantom, ne? Tako da veš, ni panike. Ne? Kdo od dva je bil že reprezentant? Ja, Boki. Ene parkrat. Jaz sem edini, ki ni bil v nečemu reprezentant. Mogoče bi bil lahko reprezentant v podcastih. Ja, mogoče. Vsi, ki nas predstavljaš v tuji. On bi bil kapetan zdaj. Ja, točno, exactly, Boki, hvala. V glavnem, leta 85 so igrali Celtics iz Hawksi in ne vem, neki so imeli, že prej so se in je Bird čist bil napaljen in je začel s igralcem, ki so ga krili, razlagati, odkje bo dal koš. Ja. Ne, in začel prav kao off the glass, who's next, kje bo tret. Kaj tako sprašal, s kje naj tega namečem, pokaž, kam ne grem, pa ti ga dam. Ne, in je nametal in je 60 pik je dal v tisti tekmi, polk je dal 55 pik je že imel in je rekel pač tako, rekel zdaj pa in the trainer's lap, ne, kar dejansko pomeni, kar pri nas rečemo iz garderobe, ne, ali pa z garaže, se pravi, da ga bo res nek oddeleč, ne, in prav, kdo me bo blokiral. In Reggie Brown prelaufa proti njemu, ne, on skoči v zrak, da koš, medtem ko ga pa Reggie se zaleti vanga in ga dejansko butne, da pade v naročje od trenerja. Ja. In tlele bom dal tole, je posnetek, ki se ga vidi nekako. Se dejansko usede. Ja, dejansko se, čakaj, tlele ga bom dal prav na to minutko. Sam da ga pri tem vid se malo gre kamera stran, ampak potem dejansko paziš, kako je nekam not vzad zletel človek. Tako da.
Mislim, da sem enako. Bom jaz povedal eno anekdoto, čeprav jaz nikoli nisem imel ne znanja, ne kvalitete, ne samozavesti, predvsem, da bi v NBA kdaj govoril nasprotnikom, kak način bo dal koš, ampak se mi pa zgodilo to na osnovnošolskem levelu, ker sem... Tam imamo vsi svoje najsvetlejše košarkarske trenutke. Se spomnim, da sem igral, pa se vseeno proti kom, čeprav se spomnim, ampak čisto nepomembno. Igrali smo pač mojo ekipo v Dravograd proti eni od drugi osnovni šoli. In mislim, da je bilo državno prvenstvo in tako naprej. In se spomnim, da sem res, takrat sem res, lahko rečem, da sem res izstopil pač kot osnovnošolec, kar se že po višini, pa tudi po recimo košarkarskem znanju, pa tako naprej, kar roko na srce v Dravogradu, pa na Koroškem v tistem času res ni bilo mogoče toliko težko, ker je res bila košarka v res na nizkem nivoju. In se spomnim, da je pač gostujoči trener se je odločil... Če na nizkem nivoju lahko da 39 bakat v karieri. Tako, bravo, Maxi Box. Ampak se spomnim, da je, Anže, to si boš lahko ti tudi malo bolj predstavljal, ko si malo bolj igral. Tako, njihov trener se je odločil, da me bojo 3 krili. Zdaj pa gledam to, sem jaz bil play, je on postavil zelo po mojem glupo taktiko, ki je dal 3 v vrsto v obrambi, po celem terenu. In si ti predstavljaš, kako to smešno zgleda, ker če si ne šel malo levo, malo desno, to je bilo takoj spotikanje pa padanje, veš, tako. In jaz se prav spomnim, da recimo bi dobil koš, recimo, da sem dovel skok po domačem, po svojim obročem in tako sem prav, oni 3 so se takoj postavili in sem rekel, fantje, na katero stran bomo šli, tako prav spomnim se, da sem prav early trash talk za 12-13 leti, prav dobesedno mind games, tako, a gremo v levo, pa oni si tako, ja, desno en dribling, pa levo menjava, pa sem tako 3 domine padajo. To se prav spomnim, en tak obdobje, kjer je bilo samozavest, je bila res visoka. Tako, pa priješ malo v drugo okolje, pa malo pade, ko vidiš, da so to drugi tako dobri kot ti. Ja, ker še kdo zna igrati, ne? To so te streznitve, ki se zgodijo. Ja. Tako je. Tudi jaz sem tudi mislil, da sem visok, pa priješ na kadete, pa vidiš, da nisi več visok. Točno to. Exactly, ja. Meni je najbolj smešno, zdaj ko smo že prej Brezo omenjali. To sem nekaj že na podcastu Brezi rekel. Recimo, to je moj prvi tako doživetje, da v bistvu sem videl, da je nekdo dejansko višji od mene v mojih letih. Jaz sem bil vse posod najvišji. In pol se spomnim, ko smo enkrat neke pregledne treninge za reprezentanco, tako zelo pri mladih letih. Tako mislim, da smo bili osnovna šola še, mogoče 8. razred, takrat je bilo 8-letka. In sem videl Brezo in je bil tako isto visoko jaz. In sem rekel, pismo, ta je isto visoko jaz, veš, tako faka, veš. In potem sem ga videl čez 1 leto in je bil tako 1 glavo večji od mene. In sem tako, kako si ti zrastel, veš. To je prav tisto tako, tako si sam rekel, Anže, tako imaš šok, da vidiš, da dejansko je kdo lahko višji od tebe, veš. Ja. To je to, ko se pol greš na više nivoje in ko malo ven iz svojega malega kraja in tako naprej, ja. Jaz sem zdaj tle dal še v bojo tudi po tem v zapiskih, dejansko mislim, da je 33 teh nekih primerov trash talkanja od Larryja Birda, sem en članek najdel in je, kjer tudi pač neka tekma je bila, kjer je bil res, niso ga mogli ustaviti, zdaj ne točno s kom so igrali in uleti do trenerja in reče trenerju, prav, hey Frank, prav, haven't you got anyone on the bench who can guard me, because nobody out here can. In trener tako pogleda po klopi pa nazaj Larryja Birda. No. Ja, nekaj kraljev. Zdaj, Boki, ti si? Jaz sem. Kliknite prosim na ta zadnji YouTube video, ki sem ga dal v zapiske in bomo probali mogoče istočasno gledati. Je to možno že, da skupaj gledamo? 3-4 zdaj pa gledamo. Pa bomo skupaj gledali The Evolution of the Basketball Video Game. To se mi zdi zelo zanimivo. 4-minuten posnetek je in dajmo mogoče malo... Live komentarji. Tako da ljudje pejte med zapiske, dajte pauzo. The Evolution of the, to se pravi, the Basketball Video Game, pa zdaj bom rekel 3-4 zdaj, date play in lahko poslušate in gledate. 3-4 zdaj. Ok. Da vidimo, en tak hiter pregled, ne. Ampak ne vem, prvo mogoče za začetek, samo vprašanje, kje se igre se vidva spomnite najhitreje? Ja, valjda una Celtics vs. Lakers. No, Lakers, ta pa una TV basketball. TV basketball, ki si od vzad gledal, se verjetno. Ne, to pa nisva midva to. No, ne imamo mogoče pokomentirati tiste, ki ne morejo gledati. Se pravi, leta 79 Atari, v bistvu samo 1-1 na 2 koša, ker mečeš kocko v zrak. Potem 79 isto, kaj je to basketball, Atari 800, že malo bolj zgleda, ne? To je že malo bolj... Ja, okej. Čak malo. Ja, boljš pa ura ta prva, ja, to se spravi. Jaz še nisem bil rojen. To me spomina
Jaz sem bil 2 leti star. No, Evo, da, Aha, Rodrigo, to pa poznam. to je pa ena najbolj legendarnih igr, Double Dribble. To smo pa jaz, pa moj brat, po mojem, toliko preigrala, da so nam oči začele krvaveti. Res, to je bilo pa. In to je uno, veš, ko si prej govoril, ti pižama, 3 obrambi pa 2 v napadu, veš, tako nekako. Bogatunika ste imeli nes. Ja. Jordan Bird, to se tudi spomnim. To se ne spomnim, Jordan vs. Bird. Ja, to se pa spomnim. Bogatunika ste imeli nes. Jaz sem to videl samo v Nintendo Power reviji, nisem jo špil, ampak se pa spomnim. Bogatunika si imel Nintendo Power revijo. Kaj je to? Kaj je ta zdaj? Pa neki... To je tudi Double Dribble, sami, ne. Tega nisem koli igral. Ne, to ne. Sam parket se mi že zanimivo, take črte. Ja, ker res ni dosti kičast vse skupaj, ne. Ja. Pa Miami Heat logo. Ja, Miami Heat logo. For some reason. Ja. Tleh je že kar dosti. Evo, pa še celo sodnika sem imel animacije, ki se je poslal. To je pa to je pa NBA Jam. Zdaj pa dajte na pauzo. Ne moramo, zakaj? Zdaj na pauzo, zbačevo se bo, da ti povem en weird fact pri tej igri. A sta vedela, da recimo pač The Maker, da bom angliško prebral, najbolj, da ne bom preveč pameten. The maker of the basketball game NBA Jam hated the Chicago Bulls so much that he had written a special code that made the player miss all last second shots. To pa je podatek, to pa je. Zdaj pa idemo naprej. Ja, jaz sem na 1,50 smo od oka. Ja. Tako da, zdaj, ta NBA Jam, jaz sem tega tudi ogromno prejel. Neverjetno zanimiva igra. No, nisem pa nikoli probal s Chicago Bulls v zadnji sekundi vrš na koš, da vidim, če je res. Jaz čakam, če bo najboljši basket špil, sem bo malo kasneje. Evo ga, to je bil za snes, ta ni bil dober. Tega snes igral NBA Live 95, smo imeli na računalnikih v osnovni šoli inštaliranega, pa smo tam igrali. Na snesu ne, tako da, ampak ja. Ja, se fino, ker so te vektorski, kad je šel zmeri levo ali pa desno. Pa spet Miami, to je nekdo delal, ki me zelo rad Miami. To je Gogi Gordon. Ta 2-1, to je bil pa cool špil. To je bil pa dejansko dober špil. Tega se brez spomnim špilati. Mislim, da tudi Uno Street, ki si lahko tako na ulici igral, 1-1 recimo. Da je že bilo to? Ja, da je že bilo, ja, tako. To je pa najboljši NBA špil ever. To je pa. Povej ime, da boš slišal. Street Volume 2. Jaz ga imam za GameCube, to je najboljši NBA špil. Me ne zanima. Zakaj? Stari, to je toliko zabavno. To je pa malo stvari, je toliko zabavnih. Tako da, če mu kdaj na kupu, jaz ga imam še zmeraj za GameCube, imam 2 joypada, se da špil. To je NBA Live 2004 in Dwayne Wade je bil. So te upokojeni igralci. To je že malo bolj zgledalo. Ja, to je že, tudi kamera ne premika se vidi. Pa le, ker se parket že svet počasi. 2K9, tu pa že zgleda, dejansko imaš čutek, da je dvorana, veš, ko navijači. Da dejansko obstaja. Se jaz lahko pohvalim, kjer je bil ta prvi basket špil po polnih proto špilih, ki sem ga igral. 2K16. Ja, nas. Ne, tako, zdaj so ratali pa že špil. Xbox pa to je pa pol že, itak, čim je že. Čeprav zdaj ta 2K18 je meni ful čuden, ker ima ful čudno to za izmet. Prejšnjih dveh si imel 16 pa 17, ki si imel dosti boljš od spodi, pač, ker si imel podigralcem krok, ne, pa kad je meril, ko boš pa 18, ki imaš pa zdaj gor nad njim, nad glavo se ti je ena taka čismejhen stožec pojav, ki se začne polniti in če nimaš bele barve naštimane, je zelo tako slabo videti. Poleg tega so pa itak začeli zdaj čist na... Zdaj, če igraš sam tako s kolegi mal, ne? A veš, ti ni panike. Ne? Jaz ga imam zato, da kakšni frendi pridajo, Tomič ne, ker ne obišče nikoli. Pa ga prosim, pa se boji, ker sem ga neparkrat že tako namahal, da ni imel... ne bi teh spominov bojal, hvala. Je super, če ga imaš, a veš, tako za s kolegi, pa ti hočeš sam, pa pol nek jun, da si boš ti friziral svojega igralca, pa nekaj je pa tok vse plačljivo ratel, da je noro. Štekam, so sami ne prče se svečali. Tule, na koncu tega videa potem res vidiš to razliko, recimo igre 1-1 med, kaj bi ta zadnja igra, ne vem, si ti ne važno, 2K, kaj že bil 2K15, pa recimo 79, orenk razlika, no tako, orenk razlika. Boki pod tvojo sem dal, še en link pa poglej to, če se spomniš tega, to je bez leta 90, TV Sports Basketball. Bom pogledal.
TV Sports. To smo pa igrali ljudje, ki smo imeli PC-je. To si dal YouTube, ta link. Ja, YouTube video po tvojem, imel si tako komentatorja. To se vas spomnim. Ja. To je bilo kar slabo. Jaz sem igral še na SNES-u še nek World Basketball. Je pa kukoč. Se to, pa glih to sem odrežil, sem nek World Basketball igral, še zdaj ga imam za SNES-a, se mi zdi. Se spomnim te igre. So bili Zagreb Crows, to je edina balkanska ekipa, ki so si izmislili lige, ker niso imeli za licenco, veš. Ti se lahko smešen. Nek World League Basketball, res slabo. In so bili Zagreb Crows. Pa imena, mislim pa, da so bila ta prava. Moje za imena še ni bilo več avtorskih pravic, pa to ne. Ampak ti se lahko kar smešen. Tako da. Okay. Pa res le kar kukočeno. Ja, to je kar redo. Ja. Zanimivo. Okay. To je pa še en video, ki ga pa vse sklepam, da vsi poznamo. Ta The Book of Basketball, od Billa Simonsa. Ki je pač ta knjiga od tega človeka, ki je prej za ESPN delal, zdaj dela pa TheRinger.com, ker je meni en boljših sajtov, vse kar se za NBA pokrivanja tiče. In je pač, on je pisal pač o eni igri od Larryja Birda, mislim, da je neka tako proti Houstonu so igrali playoff, se pravi proti Olajuwonu, ne. In je mislim, da sem si nekam napisal, pa ne vem kam. Ampak je bila pač ena tekma, je bila, se pravi, ko je kao Bird rekel, da boljš, kot tako ne moreš košarke igrati. Ne? Da tako dober, ki je na tej tekmi košarko igral, je prav na koncu nek kvot njegov je rekel, da nikoli nisem bil toliko pripravljen, toliko spreman, toliko pač fokusiran, da več se ne da, da takrat bi mogel kar nehati igrati, pač, da to je to. Ne? In je potem je nek Colin Stanton, ki je par teh o Spursih video naredil res ful lepe, tako ne vem, od Morricone ali Nuadi ali kaj že on model, pač musko ponuca, pa tako zreže skupaj posnetke, res slušten. Je pa tudi naredil za The Book of Basketball par video, ne. In to res sem hotel sam tako spromovirati, ker se mi zdi res dosti fenomenalen video, no, za pogled. In imaš tako pač, so dejansko posnetki iz te tekme, kjer Bird počne vse, kar se pač meče, tričke, krade žoge, blokira ljudi, mislim, vse dela, res tako. Mislim, kle je res tako prikazan, zdaj bi mogel biti človek celo tekmo videti, ampak tako folk nori, ko v Boston Gardenu igrajo. Ampak en moment je noter, ki je res relativno epski, je pa tako, je v bistvu 1-1, ne, da se zgodi in more skakati, ne, in skoč za žogo z Olajuwonom, ne, in on dobi žogo. Kar se mi zdi pa dokaj neverjetno. Larry Bird je kralj, se nič ne rečem. Ne. Ampak Hakeem Olajuwon je bil takrat res in his prime, mislim, pa glih prhajajo v prime in merno je pač mrtva žoga in oba dva skočita in jo Larry Bird dobi. No. Ampak je res tako. Ker on je Larry. Ja, mislim tako, se vem, ampak to se ne bi smel zgoditi. No, to se ne bi smel zgoditi. No, does he have a leisure suit? Larry Legend, ja. Ampak ne, tako res ful lep video za pogledati. Pa zraven malo Bill Simmons govori, tudi Birda nekaj slišiš na koncu, eni posnetki, ki so pa prvaki bili. Tako res tak proper video za pogledati, pa res bizarka, da Larry Bird reče, da več se ne da v košarkarski tekmi. No. Se mi zdi, to je kar merodajno, ne. To si upam reči. Tako da, če kdo ni videl Larry Bird's Greatest Game in pa je kvot zraven, I should have quit right there. to mi je. Se vi, kjer ga leta bila ta tekma, koliko je bil on takrat star? Mislim, da je 86 je bila ta, ali 7. Pol je še bil igračen. No. Ja. Okay. Ne, tiskaj po tleh ležal, klej špilov. Tudi vidiš, ko vidiš kratke hlače, pa materijale dresov, točno veš, da ni da ni una poznejša era. No. Tako da res je kar malki čas. No. Boki, ker sem pri teh kratkih hlačeh, pa pri temu, ti si sprobal kaj s temi novimi NBA dresi kdaj? S temi, ki so zdaj, te hipster majčke.
ki imajo rokave. Ki so rokavi, pa to. Mislim, Ne. Nikoli nisem bil v ekipi, ko je to imela. No, sem pa to vem, ja, ampak tako mislim, veš, da kdaj kdo prinese, pa reče, elefanti, te danes s takimi dresi probali. A misliš, te, ko imajo kao kratke rokave, ali kaj? Ja, to, koliko je pravzaprav, ker smo navajeni pod pajske luftati, ne? Ja, ne vem, jaz žal, ful sem si želel to probati, pa biti v kakšni ekipi, ki bi to imela, ampak v ekipah, kjer sem si igral, nikoli niso se odločili za to. Čeprav v Evropi, recimo zdaj, če se ne motim, samo Malago sem videl to dela, no, ne vem, če sploh katera druga ekipa to dela. Se motim. Kar je malo prav. No. Ja. Ampak meni ni slabo. No. Meni, na začetku, ko je to prišel, sem rekel, kaj je to. Sam pol se je nekako malo, sploh v NBA se je prijelo, dosti ekip to dela in se mi zdi, da je pač cool, če ne drugega, valjda je marketing stunt, pa vse to. Ne. Ja. Ni pravzaprav kao to, da so te pač podaljšane telovadke prišle zato, ker je pač Jordan začel od spotune pajkice furati, pa da jih je zakril. Zato sem slišal nekaj. Možno. Vem pa, da so igralci, večina jih reka, da je ok, vem pa enih par igralcev, da je zelo pizdi na te kratke rokave govorim. No. Ja. Vem, da recimo z Benotom sem se pogovarjal, rekel, da je katastrofa, oni igrajo NBA, pa so imeli to, pa mu ful ni bilo v redu. Je pa eni igralci, ki reče, da nič ne moti, eni se pa prav fajn zdi, ne vem. Tega težko rečem, sem pa treniral recimo v takih majicah in mene osebno ni motilo, no, tako. Pač take tiste oprijete majice, ki so pač kratke rokave, ne, in nisem čutil, da bi me to motilo. Ne vem. Okay. Ja. Gremo še en hitri krog? Lahko? Evo. Še enega hitrega. Jaz bi dal tlele eno največjih sodniških zmot vseh časov. Okay. Kjer, klikante, kjer pač koša za 3 točke so ga priznali samo za 2. Okay, to me pa zdaj zanima, ker si rekel že spet vseh časov. Danes smo ful epski, vseh časov. Ja. Vseh časov. Okay. Ja. Tisti, ki nimate pri roki klikanje linkov, gre seveda za zaključno zabijanje Michaela Jordana v Space Jamu, kjer model se odrine z polovice, leti vmes Bill Murray še brez slovenske vodke, malo pokomentira, kaj in kako. Malo se sprehodi po rokah, potegnejo ga dol, stegne roko, pogrunta, da ima te risane moči in ga zabije in koš šteje samo 2 točki. Ne, to je... Ne. No, sama ni čas... ker spusti žogo, ne. Ja, spusti žogo, ne. A veš, ni tako, da je kucne, ne. Ja, ampak spusti žogo, ker odrinil se je pa dejansko iz sredine, ja. To je res. To sem jaz tudi bral en član, kjer je bilo vse pol napisan, kako... Ja, na Wiredu so probali cel box score narediti, koliko je kdo kaj dal, pa da pojde. Samo 2 koša nista bila kuca v celi tekmi, ne, in tako naprej. Ja, za publiko, ne. Za publiko. Ja, treba je. Okay. Boki? Jaz ta fakt, ki ga bom zdaj povedal, oziroma ta bizarka je bizarka, ki to ne bi smela biti, ampak ja, Smiljan Pavić je pri 38 letih še 4. postal MVP pola v slovenski ligi. Še enkrat, vsi vemo, mislim, da vsi vemo zakaj, ker nosi najboljšo številko košarkarskega kluba Šenčur. Številko, ki so jo v preteklosti nosili izjemni igralci, Anže Tomić, hvala lepa. To je vse zaradi 13. Šenčurja, ne, ampak ja, vsake čas pava. Meni je cool, zdaj si piševa na Instagramu, zdaj mi je sam poslal. Pava je na Instagramu. Ja, Pava je na Instagramu. Pava je vrhunski na Instagramu. Ja, on je vrhunski. Mene pa jaz ga takoj dodati. Ja. Čakaj, da mu naredimo malo shoutout. Čakaj, on je na Instagramu. Ja, čakaj, je res na Instagramu. Ja. Pavex. Evo ga, this is my house. Pavex. Zanč mi je poslal. On je kralj. Zanč mi je sam poslal nekaj za telefone, so se nekaj pogovarjala, pa mi je pa sam napisal, ker je rekel, sem rekel tako, kao dio, pa to pa on tako, Forza Šenčur 13. Pa jaz njemu sam nazaj, biceps v emoji 13. In to je to. To je bil cel pogar. Ja, tako da ja. Le, čisto dol, pa je kralj. Če komu to prvošče, tako, ker je res dober stat je, a ni? Pri teh letih pa da si od lige. Pa še zanimivo, da je imel indeks, to je pa moj bratran Silvo ugotovil, da je imel indeks za, pač ta valoracija. Ja, valoracija. Je imel 38, a ne? A ja, lepa. Toko je stara, ne, tako da, ja. Ok, ta je pa lepa. Ok, jaz sem pa... Evo, pa gledam zdajle Instagram, ki ga je direktno spod mi Benota vrgel
In ima Žalgiris neke te majčke z dolgimi rokavi, mislim, srednje kratkimi. Nima sicer oprijetih, ampak so pa tako do polovice nadlahti segajo. Benošu igra to Evropo, že spet majčke. Torej. Ja, ampak to so ogrevalke. Ja, to so ogrevalke. Ja, ogrevalke. Ja, vidim, ništa. Moja napaka. Ja. Razkrinkan sem, predstavljam se kot drugi največji strokovnjak za košarko, ampak očitno on že boš lahko obdržal svoje drese in čevlje. Lepa. Okay, jaz imam za to zadnjega imam pa sam, prej sem s pižancem ene klipe gledala, jaz sem si enega drugega zbral. Nekaj moramo iz Bullsov iz 90-ih, pač nekaj od takrat more biti. Pa nisem vedel čist kvas brat, ampak tisto, kar nam jaz najbolj v glavi, je od Paxsona trojka, no. Ker sklepam, da smo jo vsi 16,000 krat videli. Ne? Ja, povej za folk, je mogoče ne ve. Ja, se pravi, to je bila Bulls Suns playoff, ne? In je v bistvu vrgel, to se pravi, game 6, okay, game 6, šesta tekma NBA finala, ne? Leta 93. In so res narisali, in valjda to je ekipa z Michaelom Jordanom, ne? In kdo drug bo metel kot Michael Jordan, ne, in je bila res, meni je všeč, predvsem zaradi akcije, mislim, da do konca je bilo vse skupaj 14 sekund, 14 sekund je bilo do konca, valjda Jordanu dajo žogo in res odigrajo tako, meni je žal, da ni več takih akcij, no, tako še na centra dol, na Horasa Granta gre žoga, vsi valjda noter laufajo, mirno ven Paxsonu vrže in ta sam duh stoji tam, res. Ker mislim, da je v teh trenutkih to težje, kot če ti eden skoči, to je moje mnenje. Pač mislim, da je težje, če si sam, ki res sam stoji na trojki, vržen mirno zadane. Tako res mirno zadane. Tako res, kako je že hladen ko špricer, se temu reče strokovno, ne. Tako da res kičast metne. Ta ni bila tako weird, ampak nisem vedel, kaj tam bi lahko kot weird vzel, pa sem rekel, gremo Paxsona. Če kdo slučajno ni tega meta videl, ga pogledajte, ker je res preveč kičast. Mi je pa ful dobro, ker gledaš te kakšne stare posnetke, tudi seveda najboljši video na YouTubeu, Nachbar vs. Malone.mpg, še enkrat. Meni .mpg me ubije, no. To je res, mislim, da meni pol zabave je to, da je v imenu .mpg. Ne, ker so te stara resolucija, ker vidiš, kako je šlo vse to naprej. Veš, gledaš te stare posnetke, se zgleda posnet, ne vem, na trotl kamero, pa je eden skup diapozitive lepo, ne. Pa te moderni posnetki, ki je vse full HD-jo, no. Tako da, mislim, da je to, no. To je to. Kva pa liga, fanta, kva pa liga? Kva pa liga, Danes je bil gikar, da zdaj pač Warriorsi ne morajo biti več ta prvi v konferenci. Ja, jaz bi sam to mogoče naprej, da nam preveč zabrejam, ampak ja, kaj je to, si upamo reči, da Houston lahko Warriors se premaga, pa gremo sam naokoli na hiter, ajde Boki, ti prvi. Če bo Warriors zdravi, po mojem ne, 4-2 Warriors. Ok, pižamc? Pa ja, nekaj tasga, ki imam. Ok, jaz bom pa če bojo zdravi, ne, to je ta se strinjam, ja, jaz tudi ne bi upustal, no. Oni so imeli toliko problemov s poškodbami, Durant je bil out, Curry je bil out, Klay Thompson je bil out, pa mislim, da bo še kdo, tukaj je bilo njih par, še Iguodala naj bi zdaj imel z kolenom probleme. Tako da dejansko ni ista, imaš ti te igralce vse skupaj na igrišču, ali nimaš. Ja, ok, to je res. So mi pa impresivni Rocketsi zmeram bolj, no. Ne pa imel nič narobe, mislim, nič proti. Da je bilo super tam malo variety, da jih ni dovrže z prestola, pa da nekdo drug zmaga, tudi konc koncev. To mojem sam super, ne? Ampak enostavno ne vidim. Zaenkrat še ne vidim, no, pa upam, da bo prišlo do tega, da bo nekdo dol vrgel. No. Ampak zaenkrat, če bojo zdravi, ne vidim ekipe, ki jih lahko premaga. Tako, no. Okay. Pa na isto. Toronto, Boston, da se v Cleveland spravo skupaj, ali bo Boston sploh ima šans, če bo Miami. Jaz bi to v Toronto prvoščil. To vem, da je kot človek, ki je fan Celticsov načeloma. Ste videli izjavo Šariča, lih danes včeraj sem videl. Kao po tekmi, konc tekme, a ne vem točno s kom so igrali, pač intervju po tekmi še na igrišču, pa tako ga novinarka vpraša, koga bi radi videli v prvi rundi play-offa, oziroma koga ne bi radi videli. Pa on reče tak, rad bi videl vse ekipe,
Sam Clevelanda pa res ne, ker LeBron James je ful dober pa nas brosturo, tako da njih ne. To je pa vse. Tako, najbolj direkten pa pošten odgovor. Ja, to je pa res najbolj pošten. Ja. Ker dokler je v uni ekipi, se vse lahko zgodi, se mi zdi. Ja, to je dosti res. Ja. Ja, je pa tudi ne, recimo, ko se zasprse, nekaj mi je ful slabo kazali, pa če bojo sploh zdaj so že na 4. mestu. Sam Kawhi še ne igra, ne? Ne. Ampak toliko so blizu na zahodu, pižam si, da dejansko zgubiš zadnjih 7, zgubiš 5, pa lahko ven padeš lagano. Veš, Ja, itak je. Okay, Boki, kje se pa tebe na internetu najde? Jaz sem ustrajal na Verotu, čeprav me malo mineva, Okay. ker je zelo malo aktivnosti. Ja. Tako da sem šel iz 4 followerjev sicer na 6. Okay. To je to. Da si kljub sodobu. Ja. Ampak ja, tam me najdete, Boki Nahvar na Vero. Okay, zmenen. Pižamski, si ti Odgovorim vsem. Pižamski, si ti. Jaz sem zadnje čase največ na Instagramu, Stric Bedanc, pa občasno še na Facebooku, Boštjan Gorenc Pižama in pa tudi na Twitterjih še celo kdaj kaj Pizama. Pa seveda na tudi Brade še zmeri in na Facebooku, pa, ker je seveda to trenutek za brezsramno samo promocijo vse poslušalke in poslušalce podcasta. Podrobnosti, ki še niste videli predstave Brade, vljudno vabim v nedeljo 8.4. ob 8:30 zvečer v City Theater, kjer bomo Brade snemali za TV. Tako da lahko pridete pogled Brade in še vaš smeh bo ohranjen za vse naslednje rodove, do takrat pač do naslednje kataklizme. Tako da lepo povabljeni, če pa takrat nimate časa, pa pogledajte na brade.si, tam imamo vse datume in ja, kaj tasga, ne vem, knjige pa bene nove. Jaz imam še eno vprašanje. A lahko vprašam? Ja. Ja, za Tomota. Tomo, a je res, da se spuščaš v stand-up vode? Ne, ni. Kaj se govori? Ja, to je bilo na govori.se je pisalo. Ja. Dajmo povedati, Tomo je bil na večeru pripovedovanje resničnih zgodb v klubu Cankarjevega doma, ki je bil zaključni dogodek pripovedovalskega festivala letošnjega. Super zadeva, genialni pripovedovalci, pripovedovalke, vsak v svojo špuro, tako dejansko sem slišal nekih 7 različnih zgodb, od recimo dr. Marka Pokorna do potem seveda tudi Žiga Goloba, pa kaj je ta plesalka na koncu, kot že ime. Zdaj sem zmedel, ker sem začel razmišljati. V glavnem, ampak tako, da dejansko je bilo ful super zgodb od, ne vem, ženska, ki je svojo mamo, ki je vedela, da je posvojena, potem iskala v Bosni, našla svojo babico tam, do zgodbe iz obleganega Sarajeva, od, ne vem, planincev, ki so v začetku 20. stoletja se malo med sabo nagali Slovenci, pa te ponemčeni, pa so si razbijali gorske koče, vse take in potem še najbolj zgodba, ki je najbolj segla do srca, res, človek bi rekel, zgodba vredna Oskarja, vredna Nobelove nagrade za literaturo, vredna mogoče celo kakšnega žarometa, ko je naš Tomo povedal, kako sta šla zgodbarja v Sports Direct po Slezenger. Ampak pač tam ljudje ne poslušajo podcastov in zgodbe še niso poznali. Anžej pa imel tudi šanso, da je že parkrat povedal in je dejansko, jaz kot zunanji opazovalec ga moram pohvaliti, ker je izredno izpilil pripoved, doživetel je povedal in privoščil si samo eno napako, ki je ni pogrutal do konca, še da potem je sicer to, da je za avtorja Jamesa Bonda na mesto Iana Fleminga proglasil Arthurja Conana Doyla. Pa je bilo malo čudno, ker je začel razlagati, kako Godler oponaša posnetke Arthurja Conana Doyla na BBC-u iz leta 60. To je bilo mečkrat. Ampak tebi rekel, da je mogoče, lahko rečeš, da je bil pač namerna napaka, da si videl, ali ljudje spremljajo, oziroma ali ljudje poznajo snov, iz katere črpaš. Ja, to je bila edina napaka, ki sem si jo privoščil. Drugače je pa res lušten. Bojo pa je to, so posneli in bo je kot podcast na voljo, tako da ko bo to na voljo, lahko menimo. No? Samo 3-krat je bruhal pred nastopom, tako malo živčanje že. Ja. Samo 3-krat. Ne, pa res nisem bil več živčen. Ja. Dejansko nisem več toliko živčen. Dejansko je bilo bolj to, da je dr. Marko Pokoren, ki se je pa tako na videz poznal, to je pač
tip ni samo zdravnik, on je človek, ki je med drugim delal legendarno kliniko Tivoli, bil je zraven tudi pri naši mali kliniki, mislim, da kot so scenarist. Skratka, človek, ki je na tisk humorjem, ni bil čiživčen. Čiživčen in je razlagal, kako je pred začetkom se pogovarjali na Obšanku, smo se srečali, rekel pač, da se spominja, kako je kot mlad še študent asistiral nekemu lepotnemu kirurgu in tam je bila ena starejša gospa, ki se je mal te maščobne mešičke izpod oči in je pač, ki je bila pri polni zavesti, kaj mi je tega treba. In da se on isto počutne in potem, ko je bilo konc, se stopil do njega, smo se spet srečali v Obšanku in se rekel, tega ti je bilo treba, hvala. Ja, dober je bil, ja. Anže, bojda so pa tudi neke nove radijske igre se nekaj znašle na aparatusu. To pa poslušajte opazovalnico, to pa ne bom sploh razlagal. Koliko si poslušal že najboljšo radijsko igro, kar jo je sproducirala Slovenija do zdaj? To si upam trditi. To so visoka. Čak in naslova ne znam na pamet, ga moram prav pogledati. Kako je v scenarij klele. Ja, ti imaš angliški scenarij. The Duke of Salzburg and a rather peculiar, spectacularly deft and frightfully boorish commoner. V slovenskem prevodu pa potem vojvoda Sovnograški in nekam čudaški, vsupljivo prismojen ter sehljivo kmetavzarski gmajnar. Okay, to je bil dosti izarja, poslušajte opazovalnico Pižama. Jaz sem seveda Anzeta posod. Pava je Pavex, ne, na Instagramu. Pavek, ja. To moramo še enkrat povedati. Te bi sam povedal, si bil kaj v kakšnih tujih podcastih zadnje čase? Ne. Škoda, popularnost pada. Aparatus.si, aparatus.si na Facebooku, aparatus legitimna FB skupina, prav tako na Facebooku, aparatus.si na Twitterih, podrobnosti počrtaj.si na Twitterih, tam skrbi za naš račun služen strokovnjak, ki se že veseli pomladnih dni, kajti ve, da ga bo počasi popustila revma, kajti vlaga v kletnih prostorih se bo umaknila in počasi bo spet lahko začel uživati v svežem podganjem sušiju in neznosni vročini, sicer pa tudi aparatus.si, pošiljnica podpri. Ta podcast je od srca. Hvala. Lepa, zdaj pa Pižam, ti rečeš adijo? Adijo. Jaz rečem adijo, Boki pa? Srečno pa ne za večno, Vero is dead. Čau.